1000 odigranih iger, preko 450 športnikov iz 53 držav sveta, 5 dni na 5 športnih dvobojev in druženja. To je bil 18. I Feel Slovenija Open Termana Laško v številkah. Letošnje rekordne številke so bile v ponos in čast organizatorjem ter v izziv in veselje tekmovalcem. Turnir v Laškem je, mislim, da vsakega Slovenca tukaj, ki igra nekaj neverjetnega. Tudi jaz tukaj najbolj uživam od vseh turnirjev, ker mi pridajo tudi domači pa prijatelji gledati in navijajo zame in mi to da še dodatno motivacijo. In pridajo najboljši iz vsega sveta in kaj si še lahko želiš. Izjemna čast, da lahko dejansko Slovenija gosti najmočnejši turnir na svetu, ki je po rankingu in po udeležbi močnejši od paralimpijskih iger in svetovnega prvenstva. Tukaj smo lahko priča najboljšim dvobojem najvišjega svetovnega razreda. Turnir v Laškem je že vrsto let odlična športna priložnost za prav vse igralce. Za tiste boljše je pomemben turnir za nabiranje točk na svetovni lestvici, za igralce iz ozadja pa redka priložnost pomeriti se na istem turnirju z resnično najboljšimi na svetu. Kar so izkoristili tudi v slovenski vrsti in na turnir pripeljali številčno ekipo tako dobrih in izkušenih igralcev, kot tudi čistih novincev. Slovenijo so zastopali Primož Kancler, Bojan Lukežič, Barbara Meglič, Andreja Dolinar, Karin Praček, Ljubiša Gajič, Peter Jereb, Tomaž Rabuzin, Alen Pečerevič in Luka Trtnik. Zelo dobro se zastopamo med sabo. Letos nas je res tukaj največ, 10. Tako da si tudi pri coachingu pomagamo en drugemu. Jaz mislim, da je to zelo dober preplet mlajših, starejših, enih je prihajajo, enih odhajamo. Jaz zdaj pri teh letih ne morem več ciljati na neke vrhunske rezultate, ampak sem zelo vesela, da sem še tukaj. Upam, da bom še vsaj kakšno leto lahko tukaj udeleženka oziroma tekmovalka. Meni se zdi, da sem najstarejši na turnirju, pa da imam vse turnirje odigrane tukaj. Ko vidiš, da je 17 igralcev z prve rang liste, ti pa tam malo nižji dol si misliš, kar bo, gremo v borbo in nimaš kaj drugega. Glede na to, da so tukaj igralci iz Azije, ki spijo na ping-pong mizi, je to konkurenca močnejša, kot na kakem svetovnem prvenstvu. Tako da lepo je čim več zmagati in imamo čas, da igramo s takimi igralci, ki bi pa redko kdaj lahko, redko kje igrali. Na turnirju se ne govori o presežkih samo o tekmovalcih. V presežkih se govori tudi o gostitelju in organizatorju turnirja. Mi smo to okolje gradili skupaj z občino, s Termano Laško in vsemi akterji, ki so vpeti v ta naš sistem. V začetku smo nekako improvizirali, potem se je zgradilo primerno dvigalo, potem smo naredili primerne dostope, varne dostope, tako da smo se skupaj razvijali v okolje, v katerem se naši športniki invalidi dobro počutijo. Nastanjenih je okoli 750 oseb. To pa pomeni velik tudi namestitveni zalogaj. Kot organizator vse za njih naredimo, da se počutijo kot doma, tudi hoteli so krasni, hrana je tako, kot mora biti, dvorana je super, tukaj so hoteli 700 metrov stran, grejo peš in to obožujejo. In pravijo, da Laško je za njih najbolj športno mesto na svetu. More than 10 years ago, it was my first tournament here. And it's always a pleasure to be here in this tournament. It's my first time here in Laško. And it was a great experience for me. Turnir lahko že nekaj let v videoprenosu spremljamo preko posebne aplikacije. Letos pa so udeležencem turnirja ponudili še posebno nadgradnjo. Korak naprej je bil tudi to, da smo dvorano povezali s televizijskim prenosom v Termani park Laško v hotelu, kar pomeni, da lahko 10 miz naši športniki gledajo tako rekoč iz postelje. Na letošnjem turnirju naši igralci res da niso dosegli vidnejših uvrstitev, a uvrstitve niso edino, kar šteje. To je moje prve res večje tekmovanje, tako da res sem zadovoljna. Meni je bilo to neverjetno, kakšne pač poškodbe imajo, kakšne težave imajo in vidim, kako so lahko sposobni igrati eni tekmovalci. Vsi najboljši so tukaj. In od njih se lahko veliko naučiš, ne samo v ping-pongu, tudi v kakšnih življenjskih zgodbah, ki jih imajo. Nasploh so zelo dobri ljudje in športniki.